Minuli petek je v Beli dvorani grajske pristave potekal podpis pogodbe za začetek gradnje vodovoda na Ormoškem. Pogodbe za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo v porečju Drave, četrti sklop Ormoško območje, so podpisali župan občine Ormož Danijel Vrnjak, župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko ter izvajalci. Direktorica Pavla Majcen za komunalno podjetje Ormož, ki bo s podizvajalcem cestnim podjetjem Ptuj vodovod gradilo. Bojana Sovič za podjetje ProPlus Maribor, ki bo gradnjo nadzorovalo. In Anton Šalamon, direktor KTV Ormož, ki bo skrbela za obveščanje. Moram reči, da se tega podpisa zelo veselimo. Konec koncev smo bili uspešni tudi pri pridobivanju sofinanciarskih sredstev, tako da bomo ta dobrih 7 milijonov evrov vreden projekt bo nekako sofinanciran z kohezijskega sklada v višini 4 milijona 62 tisoč evrov in pa Republika Slovenije v dobrih 716 tisočih evrih. Ostalo bomo občine zagotavljale in pa ta projekt do leta 2023 tudi uspešno izvedle. Se pravi, vse tri občine si želimo, da bomo z izvajalci dobro sodelovali, tudi v povezavi z nadzorniki in pa tudi z predstavniki medijev. Zdaj, kar se bo v tej investiciji zgodilo, torej gre za kar dober obseg del. Gre se za gradnjo enega novega vodohrana, za 3 rekonstrukcije starih vodohranov, na 2 območjih bomo tudi, se pravi, izvajali dela na hidroforskih postajah, se pravi Hum in Vičance, ena rekonstrukcija prečrpalnice v Pušencih in pa dobrih 25, oziroma lahko rečem bolj slabih 26 km posodobitve cevovodov se bo z tem projektom zgodilo. Gre se za veliko pridobitev vseh 3 občin. Moramo povedati, da se je na tem projektu že delalo od leta 2014 in v letu 2021 smo z dobrimi pogajanji, z dobrimi dogovori na razvoju regije uspeli pripeljati do tega, da smo dobili soglasje z vsemi pristojnimi službami, tudi soglasje ministra, da nam potrjuje, se pravi, kompletno sofinanciranje za izvedbo vseh teh del. Jaz bi predlagal, da pogodbe tudi čim prej podpišemo, mogoče še par besed z strani samega izvajalca del, torej komunalnega podjetja v skupnem nastopu z cestnim podjetjem Ptuj, katero bodo delo izvajali. Zdaj projekt bo nadziralo podjetje ProPlus iz Maribora in pa, kar pa se tiče samih medijev, pa bodo predstavitev in pa vse podrobnosti, kar se bodo skozi projekt dogajale, pa bo nekako poročalo naša domača medijska hiša, kabelska televizija Ormož, ki bo obveščala tudi javnost okrog naše izvedbe del. Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Vrednost del, ki smo jih ponujali, je 6 milijonov 351 tisoč 922,92, to je brez davka, z davkom pa 7 milijonov 749 tisoč 430. Gre dejansko za vodovode. Vodovod, ki se izvaja Ormož, Hum, Vodranci, to so odseki 1 do 7. V tem območju je potem tudi obnova prečrpališča Pušenci, pa obnova vodohrama Hum v veličini 80 kubikov. Potem se izvajajo dela na vodovodu Godeninci Vodranci, na vodovodu Hajndl Sveti Tomaž, kjer se dela dejansko obnova vodohrama Hajndl v 400-kubičnem rezervarju, potem obnova Vičance, 80-kubični rezervar in pa novogradnja vodohrama Kostanj, 100 kubikov. Vodovodi, ki se izvajajo še potem Hajndl Ormož, prva faza, povezava Lenta Ormož, Wienerberger, čez Ptujsko cesto, Hajndl Ormož, prva faza, povezava Lenta Hardek, Wienerberger, Kamenjak, pa vodovod Velika Nedelja Podgorci. Se pravi, vsi vodovodi se izvajajo v
z duktilnimi cevmi. Profil stotka je nekje 862 metrov, potem profil 125 je 6792 metrov, profil 150 14921 metrov, profil 200 je 48 metrov, pa profil 300 je 3780 metrov, se pravi 26 kilometrov cevovoda se mora izvesti v 18 mesecih in pa rekonstrukcije teh vodohranov, kot smo jih omenili, tudi v tem času, tako da nas čaka veliko dela, pa dejansko tudi veliko stroškov. Župan Danijel Vrmjak je investicijo predstavil brez davka. Z davkom namreč investicija znaša nekaj čez 8 milijonov 428 tisoč evrov. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti 48 odstotkov, iz državnega proračuna 33. Razliko bodo prispevale občine. Ormož 33, Središče ob Dravi 4 in občina Sveti Tomaž 6 odstotkov. Kot je povedal skrbnik projekta magister Roman Rozman, višji svetovalec za razvojne projekte gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja na občini Ormož, je v vseh treh občinah 6338 vodovodnih priključkov. Novih priključkov bo 14. Vseh prebivalcev, ki bodo deležni kvalitetnejše oskrbe z vodo, pa je 15604. Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja del pa do konca aprila 2023. Operacija pa bo predvidoma zaključena maja 2023.